V dvorani gasilnega doma v Sodražici je potekala okrogla miza Pametne vasi. Projekt je predstavil evropski poslanec Franc Bogovič. Gre za celosten pristop k modernizaciji podeželja in ustvarjanju dodane vrednosti in novih zaposlitev na podeželju. Kot je povedal sodraški župan Blaž Milavec, se podeželje danes sooča s številnimi izzivi. Občina Sodražica je podeželska občina s vsemi izzivi, težavami in pa seveda tudi v iskanju rešitev, vsaj dela teh težav je naš vsakdan. Med težavami, s katerimi se sooča podeželje, je tudi staranje prebivalstva, odseljevanje mladih v mesta, slabe zaposlitvene možnosti. To so tudi ključni dejavniki, na katerih temelji projekt Pametne vasi. To je koncept razvoja podeželja, ki želi zaustaviti praznjenje podeželja. To lahko pa naredimo samo na takšen način, da ustvarjamo kvalitetna delovna mesta na podeželju na eni strani in na drugi strani pa zagotavljamo kvaliteto bivanja ljudem, ki živijo na podeželju. V okviru projekta beležimo tako v Evropi kot v Sloveniji številne primere dobre prakse, v katerih se tradicija krepi preko digitalnih tehnologij, inovacij in boljše uporabe znanja. Primeri dobrih praks so recimo tudi iz področja mobilnosti. Tu imate koncepte tako v Ribnici, Sodražici, Kočevju, kjer se poskrbi za prevoz starostnikov. Številni primeri so tudi z področja dopolnilnih dejavnosti na kmetijstvu, kjer je predvsem pri mladih kmetih vedno več inovativnosti in za to dodano vrednostjo pravzaprav po obsegu manjših kmetijah ustvarijo dosti velike prihodke, kar bi bilo s klasično dejavnostjo nemogoče. Drugi primeri pa izhajajo tako iz energetike, tako iz področja skrbi za starejše, tako da gre za v bistvu za celovit pristop modelov, kako državo decentralizirati. Sredstva za projekt Pametne vasi se črpajo iz razpisov v okviru kohezijskih skladov in iz programa razvoja podeželja. Kot pove evropski poslanec, se trenutno nahajamo v obdobju priprave novega finančnega načrta. Ko praktično zaključujemo sredstva iz obdobja 14-20 in se pripravljamo na novo obdobje. In namen teh omizij, ki jih delam po Sloveniji, je tudi ta, da aktiviramo lokalne resurse, da ljudje začnejo o tem razmišljati in da skupaj tudi v sodelovanju z ministrstvi, ki bodo pripravili operativne programe, ki bodo potem osnova za to, kaj se bo podprlo, da to naredimo zdaj, ko je pravi čas. V Sloveniji običajno vedno smo zamujali doslej, da smo prepustili nekomu v Ljubljani, da pripravi operativni program in smo ga začeli napadati leto, dve po tistem, ko smo videli, da to zelo težko izvajati v praksi. Moj cilj je in tudi v knjigi, ki sem danes to omenil, Evropska sredstva od teorije do prakse, kjer z Moniko Kirbiš-Rojs na 5 straneh dajemo tudi nek način priporočila, kaj je za narediti. Eno ključnih priporočil, da v tem trenutku ljudje čim širše prepoznamo, kaj so izzivi naslednjega desetletja, da najdemo in poiščemo rešitve v lokalnih okoljih, država pa da ima razpise tako pripravljene, da je potem na nek način ta sredstva tudi možno pridobiti. V okviru dobrih praks lokalnega okolja se je predstavil tudi domačin Ernest Pirnat, mladi kmet in profesor geografije, ki je na osnovni šoli v Sodražici organiziral kmetijski krožek, ki je privabil več kot 50 otrok. Za mlade je pač to, recimo, da lahko raziskujejo, da grejo lahko na nek vrt, da se ukvarjajo z nekimi dejavnostmi v kmetijstvu. Za njih je to nek alternativni svet, neko novo raziskovanje. Irena Maran iz občine Ribnica je predstavila projekt FabLab, ki deluje v rokodelskem centru in ki tradicijo združuje z novimi tehnologijami. V Ribnici že nekaj časa živi oziroma se razvija ideja o kreativnem lebu. To pomeni nekem ustvarjalnem prostoru, ki bi nadgradil recimo neko tradicijo tudi z novimi tehnologijami. Profesor dr. Franc Pohleven pa je izpostavil težave povezane z onesnaževanjem okolja. Rešitev vidi v uporabi lesa. Soočamo se s podnebnimi spremembami, soočamo se z onesnaževanjem okolja in vse to zaradi materialov, ki smo jih zadnjih 100-200 let uporabljali. Medtem ko les ne onesnažuje voda, ne zemlje, ne zraka in obenem se z lesom in izdelki iz lesa lahko borimo proti podnebnim spremembam.
Omizja so se udeležili tudi predstavniki drugih občin v regiji, ki so, kot pravijo, s predstavitvijo pridobili informacije, kakšne možnosti za razvoj podeželja lahko pričakujejo v prihodnosti. Zelo sem zadovoljen, ker je spodbujala kritično razmišljanje in menim, da je identiteta, pripadnost temu, tudi neke vrste ponos na svoje korenine, ki jih imamo tudi v materialih, les, in pa seveda tudi ponos na to, da si normalno razmišljajoč tudi na podeželju, da sta to dva vhodna podatka, ki lahko pripeljeta do tega, da znamo z obstoječimi možnostmi narediti več. Pametnih vasi, kot jih razumem, je, da ljudje začnejo izkoriščati tiste resurse, ki jih imajo na malo drugačen način. Da začnejo uporabljati digitalne tehnologije, da uporabijo telefon, internet in tako naprej in da v bistvu delajo s tistim, kar imajo. V Sloveniji ali pa v Evropi ni osnovni problem, kako mesta preživeti. Pri nas bo osnovni problem, ali pa je že osnovni problem, kako naj podeželje preživi. Jaz mislim, da ne smo dobili malo neko temo za razmišljanje, kaj še vse bi mogli narediti, da bi pravzaprav to življenje tudi na podeželju še naprej ostalo zanimivo ali pa še bolj zanimivo. Umiranje podeželja, selitev, te migracije iz podeželja v mesta ali pa iz nerazvitih držav v razvite države. To je res zaskrbljujoče. In mislim, da je prišel čas, da se moramo resno zamisliti, kako naprej.